Fantasy. Radio Fantasy. Kot veste, ta teden gostim DJ-je. In sicer DJ-je, ki jih boste lahko videli na Žalski noči. In sam da razjasnimo, ne? DJ je disk jockey oziroma mešalec plošč. Se pravi oseba, ki predvaja glasbo oziroma meša vnaprej posneto glasbo za plesno občinstvo. To, kar recimo meni ne gre. In beseda disk jockey v bistvu izvira še iz časov gramofonskih plošč. Gramofonske plošče se vračajo in jaz sem danes končno prišla na svoj račun. Ni prišla gramofonska plošča, je pa končno prišla v studio edina disk jackica, bom rekla, ki jo boste lahko videli na Žalski noči, in to je Risa Brown. Dobro jutro! Dobro jutro, Šuši. Joj, pa kak nežen glasek, malo bolj na glas boš mogla govoriti. Ja, ful imam nežen glas, tako da se bom potrudila, da bom malo bolj na glas. Še dobro, da si DJ-ka in ne radijska voditeljca, ker potem za tebe bi mogli imeti res ekstra mikrofon. Ja, res je. Ko ful vleče. Evo, Larisa, tvoje pravo ime, Risa Brown. Daj mi povej, kako si prišla zdaj do svojega imena Risa Brown, umetniško? Ja, nekako sem se odločila, da bi vsaj imela dva imena, da je malo daljše. Pol Brown imam zaradi mojih las pa oči. To verjetno je logično. Pol sem pa še nekako prvo ime hotla, pa nisem se hotla imeti Larisa, je malo predolgo. Pol sem malo razmišljala, ko sem bila mehna, oziroma še zdaj me mami kliče Isa, pa sem hotla imeti Isa Brown in sem tako cela vesela šla to googlati in napišem v Google in mi vrže ven pasma kokoši je to. Se pravi, Isa Brown je pasma kokoši, dobro, to nisi. In sem bila tako, ne, to pa ne bi, da me kdo googla in jim prva vrže kokoš ven. In pol sem se tako še malo razmišljala in pol je nekako bilo najbolj logično, da dodam še ta R zraven in je rado pol Risa Brown. Tako da to je to, cela znanost. V bistvu je cela znanost, ker tudi že pri Minlesu smo ugotovili, ne? Minles, Mindless, na koncu je pristal kot blondinka na federcah. AK, dober, pri njemu neke znanosti ni, ne, sta pač prvi začetnici, medtem ko Redhead ima pač rdečkaste lase. Podobno kot jaz, tako, smo povezala. Sta se povezala tukaj, ne. Zdaj, koliko si ti sploh zajadrala v DJ-ske vode? Ja, jaz sem v bistvu tako nekako začela čisto spontano, med korono mi je ful manjkalo tega, ker jaz sem bila vedno bolj žurerka pa tega tipa in med korono sem si pol nekako sama naredila in sem imela neko mešalko in pol sem v bistvu se čisto počas nekako odločila, da bi se pa mogoče zares nekako naučila vsega in sem šla pol v DJ šolo prek Pulse Agency, v bistvu še zdaj delujem znotraj te agencije. Tako da pol tam sem se zares naučila in pol kar nekako se je stopnjevalo in sploh nisem zares razmišljala o tem, nisem hotla neki zdaj, mislim, nekog se metati v spredje, ali kako bi rekla, ne bi zdaj rekla, da smo full famous persons. Mislim, glej, dejansko si, ne, gostimo te na Radio Fantasy kot DJ, ko edino DJ-ko na Žalski noči, ki bo 2. septembra, tako da, ampak tvoj fant, če se ne motim, ali prijatelj, zdaj pač ne vem, je mentor. Ja, no, se pravi, dobrega mentorja imaš, ne? Dobro sem se zbrala. Mislim, situacija je pač takšna, da ženske so res redke tiste, ki so DJ-ke. Recimo, jaz poznam pač Paris Hilton in poznam DJ Marušo, ki je že skoraj v penziji, recimo, ne? In, a veš, ženske ponavadi bolj posodimo glas, vokal, kakim house ritmom, tako da te pa gre v bistvu tudi to ponočevanje, ker DJ pač delate po noči, ker precej dober odrok sem videla, tudi zdaj si že skoraj rezidentka na Pagu, ne? Ja, ne, mislim, zdaj v science smo se nekako tudi ženske prebila, je res, da je to bolj moško bilo vsaj od začetka, ampak po moje bo vedno več tudi žensk. Tudi imamo par ful dobrih DJ-k v Sloveniji, ki tudi zdaj so glih vrtele, Glija je zdaj vrtela na primer v Zrčah na Sonos festivalu, je ful dobra DJ-ka, tehno, Lara Lenz, velikih je pač tudi ženskih DJ-k, ki se prebijajo v spredje.
eni reče, da imamo mogoče malo lažjo nalogo me ženske, ker smo pol takoj neko ženske DJ-ke, pa ne vem kaj. Mislim, ja. Sam. Halo, a veš? Ja, se mi je parkrat zgodilo, da sem kam prišla in mi tako reče, aha, vi ste pa plesalka, pa sem tako, so me že hoteli dati tja pri plesalka, pa sem rekla, ne, DJ-ka sem. Mislim, ker jaz definitivno za DJ-ko nisem bi bila bolj za plesalko tisto v kletki ali nekje, ko te dajo noter zaprajo, pa je to, ne. Ja, jaz sem začela kot plesalka drugače, tako da sem vedno bila nekako povezana s to glasbo, že od malih nog plešem, pa tudi disko mi je bil vedno ful všeč, tako da zdaj to malo mešam. Pa... Ja, ker AK je dejansko izdal, da ti si v bistvu disco house DJ-ka. Ja. A veš, ono. Ja, tako plešem, ja. Tako plešeš, pa jaz si te predstavljam, veš, ono, pa še na kotalkah, pa taki shiny happy people, pač oblekce, ne? Ne. Ni to tak? Ne, jaz vseeno na odru hočem biti čim bolj sproščena, vseeno ful rada plešem, pa nisem nikoli niti razmišljala, da bi v petkah nastopala, to ni glih, nisi zato tam, da zgledaš, ampak si pač vseeno tam, da se nekako tako... Vprašaj ti Paris Hilton. Ne? No, se njoj dobro gre, tako da mogoče imam narobe. Pa me zdaj mogoče zanima, si že ustvarila kak svoj pečat, s čim recimo te lahko poslušalci prepoznajo ali pa tudi, če te pogledajo mogoče, ne, se veš, Paris Hilton ima tiste diamantne slušalke, visoke pete, tiste neke spet bleščeče oprave, po čem recimo tebe prepoznamo? No, jaz imam kar tako dolgočasne slušalke, imam cele črne ponavadi. Ampak drugače, jaz bi rekla, da bolj to, da čisto v vsakem svojem setu dam vedno vsaj en disko komad. Ker te disko komadi, ne vem, nekako se počutim tako nekako povezana s to disko glasbo in se vedno ful sprostim, ful sem, večinoma tako ful plešem, dobre volje sem, včasih celo malo preveč. To obstaja, da si preveč dobre volje? Tako da v bistvu to neki disko komadi, se mi zdi, da se še disko ni toliko nazaj prišel v Sloveniji, da sem bolj ko ne mogoče ne, to ne bi rekla. Sam tako hočem nekako nazaj, da gre ta disko muzika, ker se tudi zdaj je začela ful na novo delati, tudi producenti po svetu so tudi začeli zelo delati disko glasbo, tako da to nekako probam. Ne sam stare, tudi velike novih komadov disko, tako da. No pa recimo disko v smislu, kje recimo je tvoj najljubši disko komad? Glede na to, da si verjetno, koliko si stara? 25. 25, se pravi, to greva v čas nazaj pred najnim štetjem, lahko rečeva, ne? In kjer disko komad je tak, ko bi si ga mogoče želela tudi zmiksati, da ga še nisi? V bistvu sem ga že, ker če to prvo pomislim na en zelo dober komad, to je, vsi ga poznamo, tako da je Lola Steam. Meni se zdi, da je en med najboljšimi disko komadi, pa med komadi na splošno. Se ga pol že nekako naveličaš, ko ga tokrat vrtiš, sam mislim, to je res, meni se zdi, da je to kar mojstrovina, no. No, lej, mene absolutno veseli, da si se ti odločila sploh prvič za, no, se ni to tvoj poklic, to smo se prej pogovarjali, ne? Da ti si v bistvu DJ-ka bolj... To je bolj hobi, ja, ker me veseli, ni zdaj to kot moj poklic, jaz vseeno imam en drug poklic, čist obratno, ni v nič v povezavi s tem, tako da to je pol moja sprostitev, pa hobi ob vikendih, ker drugače v bistvu zdaj glih delam magistersko, študiram laboratorijsko biomedicino, tako da nič ni povezavi s tem, ampak ja, nekako me sprosti, no. Ampak prej si omenila od 5, mislim, da 5 je tista ura tvoja, ki je skoraj tako kot moja. Ja. Risa, daj povej, kaj pomeni ta številka 5 pri tebi? Ja, v bistvu med tednom se jaz ob 5 recimo zbujam za službo. Okay. Med vikendi pa hodim spat ob 5 za službo. Za službo. Tako da ste videli, ne? Sicer mladost je norost, se veste, če je glava nora, celo telo trpi. Ampak Risa, jaz verjamem, da ti bo ratala in ena služba in druga služba. Mislim, dobra si, da zdržiš ta tempo, ker jaz si ne predstavljam, da delam med tednom, recimo, ne? Ta jutranji šok in potem, da še za vikende rolam do 5 zjutraj musko.
ali pa ponočujem. Mislim, da moji cajti so že tako way back. Ampak dejva mi da še nekaj razložiti. Fantje pred tabo, ki sem jih gostila v studiu, so določeni povedali, da še niso obiskali Žalske noči. Naprimer, to sta bila AK in Redheadi. Kako je pa s tabo? Jaz sem pa že kot obiskovalka sem bila, mislim, da 1-2krat, ker sem tudi iz Celja in pol je logično, da gremo vsi na Žalsko noč. Logično, tako da tudi vi poslušalci, ne? Je logično, da gremo na Žalsko noč 2. septembra. Kako se pa zastopiš recimo s fanti? Pa v bistvu poznam vse nekog, tako največkrat sem se pa vseeno zalažem, recimo tako srečala, pa drugače pa poznam pa vse. Poznaš pa vse? Ja, se nekog DJ med sabo v Sloveniji se mi zdi, da se vsi nekog tako poznamo med sabo, pa suportiramo pa vse, tako da smo nekog. Meni je zanimivo, kako ste mladi. Ja. Mislim pač, ker ste vsi tu nekje med 20 in 25, lahko rečem, ne? 27. Ampak tako, da ste se našli, mislim, sicer pa na Žalsko noč mladih, veš, da ne bomo dali stare DJ-je, ne? Malo šale more biti, definitivno. Deva pa še eno stvar razložiti, recimo na Fantasyjevem odru bomo seveda slišali tvoje disco ritme. Mogoče kako presenečenje, ki ga pripravljaš? Za enkrat še ne bom nič izdala. Skrivnost. Smo vsi tako skrivnostni, ne? Vsi ste tako skrivnostni, tako da očitno bomo res mogli priti vsi na Žalsko noč. Ja, da boste videli od vseh skrivnosti. Od vseh skrivnosti. Ja. Torej, skrivnostna Žalska noč na skrivnostnem Fantasyjevem odru. Naj pa še povem, da če slučajno še nimate karte, imate na voljo še nekaj vstopnic po akcijskih cenah, in sicer 3+1. Gratis, se veste, v troje lepše, v 4 cenejše. In da ne bo slučajno slabe volje, na Žalski noči se bo plačevalo izključno z bančnimi karticami ali z cashless karticami. Torej, če boste imeli s seboj gotovino, boste lahko gotovino naložili na cashless kartico in seveda s to kartico potem notri plačevali. Tako boste postreženi hitrej, pa nobenih komplikacij ne bo zaradi drobiža. Tako da boste vedeli. Risa, hvala tebi, da si prišla v moje goste, ko Jankota ni. Končno lahko jaz enkrat v središču pozornosti in imam priložnost klepetati tudi z ženskimi DJ-ji. Ja, hvala tebi, zdaj smo nekako ženske zavzele ta studio. To je ono. Girl power! Ja, take powerpuffke bomo. Ja. Če ne prej, se vidimo 2. septembra na Žalski noči mladih. Se vidimo. Čau! Čau, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.